Fiorana! Fiorana, oziroma dobrodošli po maorsko na tem malem paradižu na zemlji. Sva Alex in Cindy. In ker sta se naveličala mraza ter kratkih zasneženih dni v Hanmer Springsu, majhni podalpski vasički na Novi Zelandiji, Boys in the Snow! Kjer delava v okviru najne Working Holiday vize, sva se odpravila na krajši vdih. In iz kje se vam javljava? Iz tako najbolj rajske možne destinacije, Cookovih otokov. Nahajava se sred Polinezije, sred Južnega Pacifika, v bistvu na otočju, ki ima vse skupaj 15 otokov in samo 15,000 prebivalcev. Dobrodošli v 5-delni popotniški seriji po Cookovih otokih, kjer bomo skupaj raziskovali lepote teh otokov, se kulturno udejstvovali v tej čisto samosvoji kulturi. So the top doesn't fly. So it will produce coconuts constantly and consistently until the day it dies, until you cut it down or it gets a disease. In odkrivali, zakaj je to sigurno eno najbolj unikatnih potovanj, kar so jih do sedaj doživela. Za najno prvo destinacijo sva si izbrala, da raziščeva kar največji otok, in sicer Rarotongo. Ampak tudi ta otok ni v bistvu toliko pretirano velik. Če ga prevoziš okoli in okoli, ima samo 35 km. Itak se nisem kar zbudila tukaj na tem raju na zemlji, ampak sem mogla, da sem tudi nekako prijeti z malo kolobocijam in dramam. Tako da pojmo nazaj v preteklost, oziroma v prihodnost, ker to še nisem glih čisto študirala, pa poglejmo najino pot v sem. Rarotonga kliče. Iz ledenega južnega otoka in Christchurcha sva imela prvi let do Aucklanda, odkoder sva letela naprej na Rarotongo. Na letala v Christchurchu sva se ukrcala v zgodnjih jutranjih urah na dan 22. avgusta 2024 ob 8:30 zjutraj. Ja, to je pomembno, saj boste videli, kako sva potovala nazaj v čas, ker sva prestopila mednarodno časovno mejo. Let je bil naravnost fantastičen, saj smo na Južnem otoku ravno dobili svežo pošiljko snega, tako da sva letela čez zasnežene Južne Alpe, kar je pa tudi še ena dodatna kljukica, ki sva jo lahko odkljukala na najinem popotniškem seznamu za Novo Zelandijo. Pristanek v hladnem, a sončnem Aucklandu pa je hitro postal izredno temačen, saj sva se morala takoj zakopati v nepotrebno dramo. A ne Ponč? Kao začetek slab, konec dober ali neki? Oh, Ponč. Oh, Ponč. Gremo se nekaj navaditi. Kaj so 3 stvari, ki jih moraš skozi imeti pri sebi, pa skozi paziti? Pa dajmo. Ključi, telefon, denarnica, pa pasport. Oziroma pasport. In kaj Ponč nima več pri sebi? Ključov pa denarnice. Ne me vprašati kako, ne me vprašati zakaj. Ponč je bil zmotan. Pa, ker sem največji paranoik ponavadi, ker se varnosti in vsega tiče, sem se pa očitno na tej Novi Zelandiji malo preveč sprostil. In kot po Murphyju, prvi let, oziroma pač jakno, v kateri je denarnica in ključi od Binkota. Tako da tale dopust in Cindy rojstnina niso glih dobro začela. Tega nisi dobro začel, vse uničil. Mulc. Brez besed. Tup. Pač problem je, ker v bistvu noter v denarnici je pa vse. Vse kreditne, vse maestro kartice, vozniška, verjetno tudi osebna, BNZ, se pravi novozelandska banka kartice. No, saj vsem tem še malo kasneje, saj se pojem malo obnašala, da se ni nič zgodilo. V glavnem, zdaj sem prišla v salon, pa jeva. Sva že vse pojedla, ful je dobro, ful imajo stvari. Pa pijeva. Pijeva, da utopimo Pončeve neumnosti.
Činkolo, binkolo, punč. Strofa. Na lep dopust pa brez neumnosti. Tako. Pa mlerkajte na svoje stvari, a ne punč. Tudi najboljšim se zgodi, najbolj svetovnim popotnikom. No, na srečo lahko rečem, se zgodi, da se dogaja. Ja, saj. No, gledajte to, da mi v te verjel. Se pravi, danes je četrtek. In midva bova pristala na Cookove otoke v sredo, torej en dan prej. Vam bova pokazala. Punč, ne smeš zdaj spati. Res ne smeš spati, zato ker če boš zdaj spal, pol včeraj ne boš spal. Ker včeraj, ko prideva midva na Cookove otoke, greva takoj najprej spat. In potem danes, to vse, kar govorim, zelo ima smisel, pa ne, nisem spila preveč penine, res nisem. V glavnem, danes, ko prideva na Cookove otoke, A ne, včeraj, ko včeraj prideva na Cookove otoke, greva spat. In potem danes, na današnji dan, imava pa šnorkljanje, pa cooking class. To ima vse smisel. Vse. Vem, da vam zdaj nič ni jasno. Pa sva šla. Vzlet iz Aucklanda, lep pogled na mesto Auckland in njegov znamenit skyline nekje daleč v ozadju, mimo otoka Aotearoa, ki naznanja, da so uradno zapustila Aotearoa, in nato v poznih večernih urah pristanek na največjem otoku Cookovih otokov, Rarotonga. Zdaj pa lahko uradno prečrtaš svojega seznama iz bucket lista, da si time traveler enkrat v življenju. Time Traveler! Štartala smo v četrtek, 22. avgusta. Prišla smo pa v sredo večer. Pričakajo te čisto v stilu takoj kitarca, pa cvetje okrog vratu. Tik preden sva šla v prvo prenočišče, pa še hiter postanek v poslovalnici Vodafone, da so si uredila telefonijo. Cene so kar drage, pokritost je pa je ni. Ampak na tej točki v tem ne bi izgubljala časa, sva več povedala v najinem live streamu. Kako je z internetom? Ali je res tako slaba pokritost? Kaj pa Wi-Fi na letališču obstaja? Ja, internet je dejansko ni najboljši, no. Dajmo temu tako reči. Link spodaj v opisu videa, greste pa na minutažo 18:47. To je neka meta gor. Meta je! A je meta? Ja. A zato bi tako po mohitu tudi šli? Ja, moje roke pa zelo lepo dišijo. Ti imaš pa nekaj vanilje. V glavnem, no, zdaj Lena je že gledajo, ti se Gledaj, ja, pa če imaš meta okoli. Ali si dobil takele moške rožice, tako kitko, takole. In sem dobila pa za punčke žensko izvedbo. Čak, to zdaj ti kar nek nasred začela. Kia ora na Cookovih otokih. Kiorana, hočeš reči. No, sem vedel, da je nekaj drugače. Tukaj imajo, se pravi, Cook Island maorščino, se pravi, drugačna je kot na Novi Zelandiji. In zdaj so v bistvu v apartmaju niti ne veva točno, pač, kar se okolice in tega tiče, kam so prišla, ker je čista tema. Ker so prišla po noč, pač ob 10 zvečer, ampak lahko pa malo noter skupaj pogledamo, kako tole izgleda. Za prve 3 dni sva si rezervirala bungalovček, ki se nahaja na zahodni strani otoka Rarotonga, se pravi, da bomo lahko gledala tudi sončne zahode. Tule je najina posla, kavč, televizor imamo punč, pa imamo še tole klele. Lej to, ne samo da sva potvala nazaj, se pravi, en dan v čas, midva sva še leta prepotvala. DVD je, lej, film bova lahko gledala. Ja, še nisem gledal. Ful je dober. Pa SpongeBob SquarePants. Ja, to je pa čist za tlele. To bo pa zjutraj pri zajtrku. Spuži kvadratnik za vse slovensko govoreče. Pa Johnny English. Noro. Nimo! Nice. Glavno stvar zgrešila. Ja, klimo. Valjda. Old school klimo. Čak, daj na največ, no. Se to je na 3. To je na 3. Čak, to se sploh ne vrti. A je to tako zalaufa kasneje? Ne, to bi mogel že delati. To sploh ne, si sam kaj pa sam premika. Daj še malo ostalo pokaž. Ne vem, gremo se razgledati, kam imamo klele kuhno.
Kuhnico imamo, štedilnik, lijak. Lej, čajčke imamo. Čajčke boš pil? Pa tako ogromen hladilnik. Se bomo že let naredili. Lej so nam naredili. Hladilnik. Se pravi... Pa zajtrk so ti naštimali. Zajtrk imamo. Pa imamo mlekca, pa vodo. Pa toste. Pa še malo tostov. Pa marmelado, pa džem. Nice. Evo, zajtrk za jutro je. Z kuhne gremo pa v bistvu sam še v nek predprostor. Kaj je to? Predprostor na sred bajte. To je kopalnica. Kopalnica, jaz. Vse je zelo preprosto. Tako luškano. Simpel. Ja, lepo, čisto. Cool. V glavnem pozen je, glede na to, da je od Cindy koka rojsten dan, kako bomo danes Ne, praznovali. zdaj pa ni več moj rojsten dan. Jutri je moj rojsten dan. Ja, no, tole je confusing. V Ja, glavnem... če sva pa danes štartala, pa včeraj prišla, ni to logično. Čist. Skratka, to je res čisto noro. Zdaj klele gledam obvestila na telefonu in obvestila imam od 22.8. Medtem ko datum na telefonu imam pa 21.8. Se pravi, kako imam lahko obvestila iz prihodnosti? Koliko noro res. Se pravi, ja, prečkala sva dnevno mejo in Nova Zelandija pa Cookovi otoki so minus 20 ur časovne razlike, tako da zdaj sva v bistvu tudi v preteklosti s Slovenijo. V glavnem, bova šla midva zdaj malo po svoje, jutri vam pa razkaževa lepote otoka. Tako da lahko noč za 2 sekunde. Dobro jutro! Sva rekla, da vas sam par sekund. Midva sva se naspala, ful je fajn, ker v bistvu ne moreš imeti jetlaga, če prideš iz Nove Zelandije, ker je 22 ur časovne razlike, tako da ni neka bistvena razlika. Imaš pa daylag ali nekaj tasga, pač midva imava zdaj te dneve vse zamešane, ker še enkrat imava četrtek, pa še enkrat praznujemo rojsten dan. Ko je dober! Ajte to! Šla sva na plažo. Ko je lepo! Fuloro, Ponč, a lahko kar tle ostaneva? Ja, prodaj najne karte do Slovenije, pa tle ostaneva. Do Nove Zelandije, misliš? Lahko kdo drug skoristi najne povratne karte. Alex, rawa ko Cindy, naturuai te mo anui. Itai mai ki ai tutaki, ki te kainga o te aro anui. Potapljati se greva. Potapljati. Norklad. Ful je fajn ta apartma, v bistvu, ko sva si izbrala, ti priskrbijo in maske in plavutke, tako da pač ne rabaš absolutno nad sabo parnesti. Sva si pa v bistvu ta apartma izbrala zato, ker leži tik ob tej plaži, kjer se pa je najlepši vid koralni greben in iz te plaže je tudi pač pa je daleč najlepši vid šnorklat. Tako da, pežmo pogledati. Šnorklanje je bilo zakon. Najbolj čudno spoznanje pa, da ribe niso ful boječe. Sam poglejte Cindy, ki jo skoraj ujame. Pa včasih se kar malo zaletavajo v tvoja očala. Videla sem tudi kar nekaj zametkov koral, ampak za kaj večjega bi pa mogla plavati proti koralnemu grebenu, ki obkroža cel otok. Ampak je bil tok malenkost premočan, tako da so to idejo opustila. Ja, mislim, sem glih hotel povedati tudi najnim sledilcem, da ko prideš na Cookove otoke, pa ne dobiš klasičnih pomfrit, mislim lahko, ampak mi sem naročila otoške frajse in to sicer dobiš kumaro, arovat ali neka kot una koreninca, ne vem, bom napisal tlele, kot se to če reče, pa od banane tudi neke dele spečene. Nisem prebrala iz tega.
Tako da to je taka posebnost Cookovih otokov, evo. A to zdaj ti že vse snimal? Ja. Pa bo oba dva naenkrat probala banano, činkolo-binkolo. To bo zih dober. A ja, nisi činkolo-binkolo naredil. Pofrajana banana. Zanimiv. Ampak ima zelo čipsast okus. Ja. Mada fen, ampak zanimiv. Ja, pa obvezno še s pijačko, a ne? Činkolo-binkolo. Činkolo-binkolo. To je pa crazy. Kašne ribe, orjaške. Klejle k restauraciji se prijava naslednji šnorklat. Ja, prav res. Oh my God. Sam med ribam bom plaval. Kako noro. Po mojem jih folk futra. Možno, ja. Jih je tok. Noro. Shit. Crazy. Prideva. Crazy. Ne vem, če se kaj vidi na kameri. Vse. Cookovi otoki so ful enostavni in tukaj tudi ni treba nekega hudega planiranja pa organizacije. Namreč, kaj mislim s tem, da so enostavni? Tukaj imate enega samega telefonskega ponudnika, pač en sam mobitel. Po drugi strani imate en sam televizijski program, tako da gledaš tisto, kar je na tistem programu. In po tretji strani imate enega samega avtobusnega prevoznika. No pa da ne boste preveč mislili, tudi ta en sam avtobusni prevoznik premore cele 2 avtobusa, levega pa desnega. Zdaj, kva mislim s temu? Pač en voz v smeri uringa kazalca, ta drug avtobus pa voz v kontrasmeri uringa kazalca. In en voz ob uri, ta drug voz pa ob pol. Tako da pač ujameš tistega, ki želiš. Pride pa okoli in okoli v eni uri. No pa za avtobus se tudi ni treba matrati z iskanjem avtobusne postaje. Namreč avtobusu sam pomahaš in on ti ustal. Ful preprosto. No, mi da se pa zdaj odpravljamo na tako najbolj možno avtentično izkušnjo tukaj na Cookovih otokih. In sicer greva na Umofist. Ja, pa sva dva nesrečkota. Skenslali so nama Umofist. Po mojem ni bilo dosti prijavljenih. V glavnem sem mail sva dobila, da danes odpade. Imajo pa samo 2-krat na teden, ob ponedeljkih pa četrtkih, danes je četrtek, tako da očitno so skenslali, v ponedeljk pa ne moramo iti, ker sva na Aitotakiju. Žalostni smo. Bomo šli zdaj na en tak izsek, voiceover, pa malo klipov iz interneta, da boste malo vse dobili te izkušnje, kaj se tam dela, zakaj se vse skupaj gre, ker je res ful zanimivo in je škoda, da nisva tam. Umopojedina je temelj kulture Cookovih otokov, stoletja stara tradicija, ki ljudi povezuje s hrano in skupnostjo. Priprava se začne z izkopom jame v zemljo, v katero se naložijo vulkanski kamni. Ti se nato segrejo na odprtem ognju, dokler niso žareče rdeči in popolnoma pregreti. Ko so kamni pripravljeni, se ogenj odstrani, kamni pa enakomerno razporedijo po jami. Na vroče kamne se nato položijo sveže nabrani bananini listi, ki služijo kot naravna podlaga in pomagajo ohranjati vlago ter preprečujejo zažiganje hrane. Nato se skrbno razporedijo lokalne sestavine, kot so svinjina, piščanec, ribe in koreninovke, kot so taro in kumara. Vse sestavine so zavite v dodatne liste, da se zadržijo sokovi in se ohranja bogat okus. Ko je hrana na svojem mestu, se jo prekrije z več plastmi listov in vlažno vrečo ali ponjavo, ki pomaga ujeti toploto. Nato se vse skupaj prekrije z zemljo ali peskom, kar omogoča, da se hrana več ur kuha v lastni pari in dimu, kar ustvari neprimerljivo aromo in mehkobo. Ko je pojedina razkrita, nas pričaka bogata paleta okusov, prežetih s prijetno dimasto aromo podzemne peči. Umopojedina pa je več kot le obrok. Je praznovanje tradicije, povezanosti in otoškega gostoljubja. To je trenutek, ko se domačini in obiskovalci združijo v deljenju zgodb, glasbi, plesu in toplini kulture Cookovih otokov. Namesto tega sva šla pa zdaj kar na bus in sva rekla, greva kar cel krog okoli in okoli, malo na panoramsko vožnjo, da se malo razgledava, pa na neko večerjo. Očitno si jo nava sama skuhala. Nič ne bo s cooking klasom. So pa kar face, takole sva kupila v bistvu 10 vozovnic. Ti jih sam lepo kriščkajo, luknajo, tako zelo simpel, no, tlele res vse zelo simpel.
Ok, no pa govorimo še malo o tej naši nesreči z izgubo oziroma kraju denarnice. Nisem hotela že začetek vloga totalno zamoriti, ampak vseglih mislim, da določene informacije, kar se takih situacij tiče, mislim, da bi vsakmu prav prišle. Zdaj, mi da sem sicer za kar izkušene popotnike, ampak konec dneva smo vsi ljudje in delamo napake oziroma se nam pripetijo take nesreče, tako da tudi midva temu ne izbeživa včasih. Zdaj, marsikdo bi v tej situaciji ful zapaničaril, ne vedel, kaj narediti. In sem roko na srce, tudi midva majčkan sva, ampak sta zelo hitro se vzela nazaj, pa začela malo tako racionalno razmišljati. Tako da vam bova zdaj povedala v bistvu, kako sva midva ravnala, kaj naredila, pa upava, da mogoče komu ta informacija v prihodnosti pride prav. V Aucklandu sva bila toliko pod stresom, da sploh ne vem, če sva kdaj razložila čisto celo zgodbo, pa kva točno se je zgodilo. Se pravi, Ponč se je takoj, ko smo vstopili na letališče, spomnil, da nima jakne, ampak je bilo že prepozno. To je pač tisti del, ki se ne moreš več vrniti nazaj proti letalu, ker je vse zabarikadiran, pa une zapornice so, pa security, pa vse. Ne? Tako da niso naju spustili več gor in rekli so nama, da moramo iti do okenčka od Jetstara in da bojo probali oni urediti. Ja, midva sva res pohtela potem do samega okenčka, ker sva vedela, da se mudi, da je pač čas tlele izredno pomemben, ker ko so prišla ven z letala, sva že videla naslednje potnike, ki so jo pač krcali in po tismu, ki se oni krcajo, ko bojo začeli svoje stvari gor dajati, se moje jakne ne več najdel, ker ali jo založijo, ali pa kako bo kdo vedel, da je pa zdaj ta jakna ni od nekoga druga. Ne? Tako da v redu, pridemo mi do okenca, do Jetstara, tam pač odnos je bil res malo tako ambemusen, kamor ni mudil in tako, kot se njim ni mudil, je tudi nama motivacija oziroma upanje, da bova kaj rešila, začelo padati. Po res dolgem in mučnem čakanju so nama potem sporočili, da na avionu baje niso čist nič najdeli in da je verjetno nekdo drug vzel Aleksovo jakno. Ampak to je bilo res slabo, ker v bistvu v jakni so bili tako ključi od Binkota, ker tudi cela njegova denarnica, se pravi z vsemi kreditnimi karticami in dokumenti. Zdaj, to, da gor ni, da jo je mogoče en drug vzel, ja, ali jo je nekdo drug vzel, kar je potem kraja, ali pa stevardese niso dobre pogledali, to zdaj kva je bilo, ne veš. Jaz sem potem še uraden formular izpolnil in so rekli, da bojo oni iskanje nadaljevali še naslednjih 7 dni, kar je bilo v bistvu tudi za naja čisto sprejemljiv, ker itak zdaj na Cookovih otokih nimava kaj delati, kaj reševati, tako da so rekla, da se bova potem s tem ubadala, ko prideva nazaj. Na tej točki sem midva že čisto izgubila upanje, da bova denarnico pa ključ od Binkota še sploh kadarkoli videla. In če bi midva vedela, da greva nazaj v Slovenijo, se sploh ne bi dala motiti, vse kartice bi blokirala, preklicala in bi bilo to. Sam imava pa problem in sem bila res v taki nerodni situaciji, zaradi tega, ker midva se vračava na Novo Zelandijo, ne v Slovenijo, kjer bi lahko potem šla skozi cel postopek pridobivanja novih kartic. Namreč, midva vse kreditne kartice še hudičev rabva potem v prihodnosti, ker bova rabila priti nazaj v Slovenijo in rezervirati vse lete in vse ostale stvari, kar pa z eno kartico malo težko, ker nimava pač dost limita. Delno je ta problem rešila moja banka, ki omogoča, da kartice samo zamrznem, ne pa blokiram oziroma prekličem. Tako da se v bistvu izognem problemu, da bi nekdo preko neta plačal z mojimi karticami ali pa na brezstično plačevanje. Poleg tega pa da tudi Jetstaru zdaj čas, da oni še iščejo te kartice, se mogoče jih pa najdejo. Tako da ja, jaz sem potem zamrznil kartice in na tej točki s tem tudi delno problem rešil. Midva sva pol mogla že naslednji let ujeti, no na vso srečo je Ponču ustal pasuž in pa njegova žena, ki ga je lahko financirala. Konček izkupiček te zgodbice vam težko poveva, ker so še na Cookovih otokih in se vse skupaj še odvija. Gre pa plan nekako tako. Zdaj bova pustila vse skupaj, kartice so zamrznjene, tako da nekega dodatnega denarja ne morava zgubljati. Pa, ko prideva nazaj, če so se najdle, super, fajn, če pa ne, v redu, pa bova pa šla v preklic kartic, kar si načeloma ful ne želiva, ker to za sabo potegne en kup enega časa, en kup enega truda, en kup ene birokracije in konec koncev tudi kar nekaj denarja, ker je treba v bistvu vse
dokumente na nov narediti, vse kartice na nov izdelati, tako da tega si res ne želiva. Ampak, če pa pride do tega, v takem primeru vam pa lahko zelo prav pride eno dobro turistično zavarovanje. Dobro turistično zavarovanje ne krije samo stroškov obiska pri zdravniku ali pa hospitalizacije, ampak ti nudi tudi marsikatero drugo ugodnost. Zato sva midva v bistvu s turističnim zavarovanjem pri Triglavu neizmerno zadovoljna. Triglav zavarovanje ti nudi tudi zavarovanje odgovornosti, osebnih stvari in pa prtljage. Prav tako ti nudijo zavarovanje prekinitve potovanja oziroma krajše vrnitve iz njega. Oziroma, če si tak štorka pončka zgubi oziroma mu ukradejo denarnico, Triglav krije zlorabo plačilnih in kreditnih kartic. Poleg tega pa krijejo tudi stroške izdelave novih osebnih dokumentov. Pa med nam, če let zamuja, tudi to krijejo. Če pred naslednjim potovanjem še nimaš sklenjenega turističnega zavarovanja, ti spodaj v opisu videa puščava direktno povezavo do sklenitve zavarovanja. Najdeš pa tudi link do spletne strani z opisom zavarovanja, kjer so navedene vse podrobnosti. No, kaj bi mi dva mogla danes jesti? Tole bi mogla danes sama narediti. Se pravi, ikimata, pa fish curry, pač to je nek curry coconut zadeva. In pa ikimata je v bistvu surova riba, ki je tukaj tako najbolj tradicionalna možna hrana. Tako da ne vem, če se da tole probava. Je pa čebulasto. Zanimivo, dober, ful dober. A ni preveč čebula, ne povos? Ne, v redu je. Super je. To pa še jedla. No, Sončen zahod prej je bil res tako mehan, zato ker je šel za oblake, pa sploh ni bilo niti rdeč, niti nič. Ampak zdaj tako sonce je že pol ure pač zašel in ratuje lepo. jaz ne vem, koliko se bo videl tle, ampak je prav res color gradient. Mi vidimo sicer zeleno, oranžno, pink, vijolično, pa potem v modro gor in je res noro lepo. Sam pa ni prav vroča tale Rarotonga, mi kar malo zebe se. Se že oblačimo. Hoj, pončlon sledilci, gledalci, fani. Samo eno hitro sporočilo glede umetne inteligence in nas ustvarjalcev. Namreč stvari na tem področju se radikalno hitro spreminjajo in širijo. Zdaj, tukaj midva ne bova špekulirala, aj za dober, aj za slabo, ampak bi v bistvu samo rada bila nekako transparentna in iskrena z vami, ker to je tudi v bistvu ena izmed najnih glavnih vrednot, odkar sva začela ustvarjati. Tako da v bistvu na tej točki bi vam sam sporočila, da na najinem kanalu oziroma tudi na ostalih socialnih omrežjih načeloma lahko pričakujete samo naju in vse, kar sva midva ustvarila. Če pa bo vmes s prsti posegla kakšna umetna inteligenca, nama pri čemu pomagala, vam bova pa to tudi jasno dala vedeti, se bo nek napisal ali kakorkoli pa že. In vse to ni zato, ker bi to narekoval kakšen zakon ali pa pravilnik ali whatever, ampak ker ne vem, pač midva tako čutva in da tudi pač sva transparentna z vami. Zdaj, na to noto, vsa maorska glasba, ki jo slišite v seriji Po Cookovih otokih, je ustvarjena z umetno inteligenco, pa še to samo zaradi tega, ker v bistvu na glasbeno knjižnico, kjer sem midva prijavljena, ne najdeva oziroma ni nobene maorske glasbe. Vedno, ko pripravljava vsebino, se skušava čim bolj potruditi, da vam v bistvu ta vibe, občutek oziroma na splošno vzdušje od kjerkoli pač prideva, prineseva na vaše ekrane oziroma telefone, kakorkoli pač že, pa naj bo to Turčija ali pa Cookovih otokov. Tako da ja, v takih primerih umetna inteligenca lahko pride ful prav in tudi v take namene je mislva uporabljati, ampak kot rečeno, če bo kaj takega, vam dava videti. V glavnem, en hiter rent in hitro najno moje razmišljanje, pejmo pa zdaj nazaj v video. Pa sej to je neverjetno. Skoraj 30 minut se gledamo, pa komaj dobro sva začela razlagati od Cookovih. Tukaj je še toliko zapovedati in raziskati. Ti je všeč, kar vidiš? Daj pusti nama kakšen like na video, če pa si ekstra faca, pa pusti kakšen komentar. Naslednjič te peljeva naprej, dobesedno. Najela sva kolesa in šla na ekspedicijo okrog celotnega otoka. Pogledala sva si, kje se poslovijo maorske duše, še naprej spodbujeva lokalne dobrote, spoprijateljujeva se s takšnimi in drugačnimi ljubljenčki in seveda odkrivava lepote, ki jih ima za ponuditi Rarotonga. Naroči se na najin kanal, da česa ne zamudiš. Gumb za subscribe že nestrpno čaka, da ga klikneš. Do naslednjič pa, kakite ano! E dormi